Kdo so? Koga ljubijo? Komu verjamejo? Spregovorili so samo za vas. Iskreno, z Majo Oderlap. Dobro večer želim, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Nocojšnjo gostjo, prepričana sem, bi si vsi želeli spoznati vsaj malce od blizu. No, nocoj bomo pokukali in spoznali delček njenega življenja. Ponavadi je ona spraševala in poizvedovala o drugih. Nocoj bo nekoliko drugače. V moji družbi je mama, je babica, je kmetica, je ljubiteljica živali, je igralka, gledališka, filmska, je televizijska voditeljica, je tudi tako rekoč pisateljica, ampak pravi, da je najrajši kar Zvezdana. Zvezdana Mlakar, dober večer. Dober večer, hvala za povabilo. Zvezdana, vse sem prav povedala, številne vloge, ne? Ja, vse sem prav pomislila, zanimivo. Ampak Zvezdana, našo oddajo Iskreno vedno začnemo v iskrenih zgodbah iz otroštva. Vaše otroštvo je bilo pestro, je bilo drugačno, je bilo naporno. Kakšno je bilo z vašimi besedami? Tako bom rekla, jaz ga sicer tako doživljam kot ene res zelo lepe čase. Predvsem zaradi tega, ker ni bilo nobenih skrbi, glede na danes, ni bilo nobenih zunanjih teh vprašanj, nismo se ukvarjali ne s politiko, ne z ničemer, ampak samo s tem, kako bomo preživeli, kako več smo se družili. Bilo je v bistvu mnogo bolj kvalitetno otroštvo, jaz sem ga preživljala na dvorišču, tako kot vsi tisti iz moje generacije, ki pravijo, da sploh ne vemo, kaj je to učenje, pa nalogo smo naredili 1, 2, 3 in pa smo se šli igrati in mame so nas klicale zvečer na večerjo in tako naprej. Drugače seveda mene zaznamovalo zelo to, da sem jaz da je meni oče umrl zelo zgodaj. Jaz to v bistvu vse malo opisujem tudi zdaj v knjigi oziroma še eno knjigo pišem. Ni takole oddaleč gledano, je to bilo pravzaprav eno, kako bi rekla, problematično, težko otroštvo. Ampak jaz sem imela mamo, ki me je imela, jo še imam mamo, ki me ima zelo rada in me je vedno imela rada in je z mano znala delati, ne. Ona je mene zaupala, ona mene seveda zelo redko kdaj pohvali, še danes, ne. Ampak kljub vsemu jaz sem imela njeno zaslombo in jaz sem bila varna zraven nje. In vse to, kar se je dogajalo okrog, zrasla sem v skromni družini. Ko je meni oče umrl, je bila moja mama samohranilka, ona se je sicer poročila, pa sem dobila očima in sestro, ampak me ta očem ni imel preveč rad, pa me je tudi znal, tako zelo sem bila tepena in od očeta in od očima. Ampak to so stvari, ki so za takrat je to bilo bolj normalno, danes je to, si ne moreš tega zamisliti. Meni ni bilo lahko, ampak jaz sem se rodila z nečim, ne, in s to, da sem pravzaprav nikomer nisem nikdar nič zares zamerila. Jaz nisem gojila, se pravi, jeze ali pa frustracije do teh ljudi, ki so bili z mano grdi, ampak sem v bistvu to nekako ves čas, ravno zaradi tega tudi, ker je bila mama tako žalostna, ko mi je oče umrl in sem v bistvu skrbela, da njej ne bi bilo hudo pa težko in tako sem pol to pravzaprav s tem zrasla, da ves čas skrbim za druge, da jim je v redu, z mano bo že, ne. Tako da prenesem zelo veliko udarcev, zelo sem močna in če se že s kom kregam, je to sama s sabo. Moja samopodoba niti slučajno, ker jaz sem vedno veljala za nasmejano in veselega človeka, v resnici sem bila pa zelo nesigurna, zelo samokritična in zelo tudi samodestruktivna na nek način, nikoli zadovoljna sama sabo. Ampak drugi tega niste vedeli, ne? Oziroma dolgo časa ni nobeden vedel, pa sem pa imela, začela, ko sem s temi oddajami začela, v bistvu sem jaz na nek način imela svojo terapijo v gledališču, ker v gledališču se ti ukvarjaš s psihologijo,
likov in tako naprej in v bistvu svoje male travme na nek način preživljaš in jih rešuješ. Hotela sem priti do dna temu svojemu občutku nedovolj dobrosti, ki sem ga prinesla iz mladosti in še to bi rada hotela povedati, da jaz sem zrasla v majhnem okolju, ne. Tam je bilo takrat zelo veliko alkohola tudi in zelo na nek način primitivni odnosi. In to me je tudi zaznamovalo na nek način s tem, da sem imela vedno občutek, da vsi, ki so dr ali pa prof ali pa nekaj, da oni so toliko več vredni kot jaz, da oni toliko več vejo kot jaz in tako naprej. Ampak to ne v smislu, da bi bila ljubosumna, ampak sem se hotela dokazati, vedno sem gledala druge uspešne ljudi v tem smislu, kaj se lahko jaz od njih naučim in tako naprej. Ampak ta drobnost, ta majhnost se me je držala, to prineseš iz province, to je tisto, kar se je mene prijelo, ne prime se vseh. Ne? Tako da v bistvu sem imela izhodišče kot veliko učno uro, ki pa jo danes po tolikih letih lahko rečem, da če me tiste kljukice, naprimer, če bi bili v šoli, sem jih več ali manj kar večino oddelala tako z delom na sebi, z delom z ljudmi, z konstantnim delom v dobro človeka, sočloveka in par stvari, se pravi, že od otroštva vem, da ne delam. Nikoli nisem hotela, tudi ko sem se s kom kregala ali pa kaj, nikoli nisem žalila, ker sem vedela, kako besede bolijo, in jaz tega nisem delala ljudem. Tako da na tak način, evo, to sem zdaj jaz. Malo sebe govorila o sebi in o svojem otroštvu. Vaš oče je naredil samomor, ne? Ja. Kako to zaznamuje majhnega otroka? Kako ste vi to takrat doživljali? Kako se človek potem znajde? Ker to ostane, ne? Tega ne moreš zbrisati. Ja, seveda jaz do takrat nisem vedela, kaj je to smrt, ne? In ko se je to zgodilo, sva midve z mamo spali in zjutraj sva očeta mrtvega našli na kavču in jaz nikoli v življenju ne bom pozabila občutka, ko je mama zakričala in kako sem se jaz dvignila na tisti postelji in od takrat naprej vidim samo en film, ljudje letajo, šepetajo, mama joče in seveda nisem te smrti razumela in nisem razumela, da je tudi oče odšel zavedno, čutila pa sem, da je nekaj strašnega se zgodilo in jaz sem takrat, se pravi, majhna zvezdana je sprejela informacijo, nisi bila dovolj pridna, se pravi, nekdo je odšel od tebe, nisi bila vredna, da bo ostal s tabo. In to sem jaz odnesla od takrat, tako da jaz sem tudi imela pa veliko problemov v partnerstvih, ker sem se tega najbolj bala, ne, da bom zapuščena, da ne bom dovolj dobra. In to je bil eden mojih največjih izzivov v življenju in tudi pri delu. Jaz sem se vedno, me je bilo živa groza, da bi me kdo odpustil, ampak vse to je meni življenje prineslo na pladnjo, vse to sem morala dati skozi. Tako da mi ni bilo prihranjeno in za vsako, jaz smo tudi v horoskopu, naprimer, meni moja prijateljica, ki mi bere, Dragica Čarna, moj horoskop, ves čas ona govori, da ljudje, ki imajo take znake tako postavljeno, se pravi horoskop, ves čas v življenju doživljajo male smrti, iz katerih se nekaj učijo. No, če še ostaneva pri otroštvu, ampak je pa kasneje posijal žarek. Dobili ste sestro, s katero ste še danes zelo povezani, kaj ne? Ja, jaz sem si tako zelo želela, da bi se moja mama poročila in da bi bila srečna, da bi se zaljubila in neskončno sem si želela bratca ali pa sestrco, meni je bilo čisto vseeno in ko sem jaz dobila svojo sestro, se je meni odprlo, sreča in jaz sem pravijo, še danes se spominjajo, kako sem jaz to deklico, majhno 10 let je mlajša od mene, vse posod se je igrala, letala, skrivala v naročju z dojenčkom in tudi z majhno deklico sem se skrivala, igrala skrivalnice in vse to. Tako da midve sva ostali celo življenje povezani, ona ima mene tudi, mislim, da zelo rada in vedno sem bila jaz njena starejša sestra, in se vedno tudi, kako bi rekla, po meni zgledovala in jaz nisem tega nikoli izkoriščala in to je res ljubezen za celo življenje in midve se pravzaprav to lahko z veseljem in s ponosom povem, nisva skregali v življenju. In
To je, kako lepo je slišati, to, kako lepo je občutiti to tako rekoč, ne samo ostati pri besedah. Ja, zato, ker sem jaz hvaležna, da jo imam. Jaz sem res hvaležna, odkar vem zase, sem hvaležna. Ker sem si jo tako želela, jaz sem bila stara 10 let, ne. Jaz sem tudi, mi smo imeli čisto blizu dispanzer otroški in sem jo jaz takrat, naprimer, če je mama bila v službi, mama bila v službi, ta njen oče je tudi zelo veliko delal in tako. In jaz sem to malo nesla, naprimer, k zdravnikom in previjala in vse to se še danes spomnim. Jaz sem se res počutila, kot ena mala mama. No, No, danes ste sama mama 3 sinovom. Kakšna mama ste? Ja, zdaj bom kar rekla, da dobra. Mislim, oni rečejo, da sem zelo posebna mama. Kaj to pomeni? Ja, tako posebna zaradi tega, ker se mi pač pogovarjamo, mislim, od nekdaj posebna v tem smislu, da se mi pogovarjamo o umetnosti, da o knjigah debatiramo, da nikoli nisem pustila jaz, naprimer, nobene kako se reče, teh elektronskih naprav, se takrat jih niti ni bilo toliko, da nisem nikoli pristala na kompromise, se pravi manj, ampak je vedno več, se pravi več znati, več se učiti, da pa tudi nisem nikoli komplicirala, če so kdaj kaj naredili narobe in tako naprej, da se je dalo vse to z mano zmeniti. Mogoče sem bila malo premalo stroga, ampak v nekih stvarih sem bila zelo, seveda jaz vam bom čisto odkrit povedala, naprimer jaz sem danes, ko gledam nazaj, še danes ne vem, kako bi naredila, s šolo so imeli oni vedno malo problemov, ne, se pravi z avtoritetami in oni so zelo spoštovali učitelje, ki so imeli avtoriteto, prezenco, ki so bili pošteni in tako naprej. In če ne daj Bože, da kjer ni bil takšen, so imeli z njim probleme in nisem mogla tega rešiti. In sama pri sebi tudi nisem hotela tega reševati, v tem smislu, da pač oni rabijo svojo izkušnjo in da morajo to rešiti oni. Se pravi, jaz jih nisem nikoli varovala pred kakšnimi življenjskimi izzivi in zaradi tega mogoče tudi naprimer srednjemu nismo uspeli ga zmotivirati, da bi dokončal srednjo šolo. Najmlajši je seveda končal in bi lahko tudi naredil marsikaj, ampak je tudi se odločil, da ne bo študiral, najstarejši je pa doštudiral. Tako da. V enem izmed vaših intervjujev sem prebrala, da vsaka prava mama naj bi dovolila otrokom pasti. Ja, to je bilo meni v bistvu najtežje, ne. Ko sem jaz videla, da ni ljubezen to, da vse otroku prineseš kriti, če se opravičujem, ker tako direktno govorim, ampak tako je najlažje razumemo, da jaz zelo dobro vem, kaj so pasti, ko ti daš neko kazen in se je sam ne moreš držati, ne. In da bi ti v bistvu najrajši, jaz bi še danes najrajši, kadar je moj sin nesrečen ali pa če se kaj zgodi takega, jaz prevzela to, pa jaz to odživela, ampak ne morem. In to je to spoznanje, da jaz v bistvu svojih otrok, da s tem, ko jim jemljem odgovornost ali pa da namesto njih nekaj delam, v bistvu njim ne dajem šanso, da bojo živeli in zrasli v odgovorne ljudi, da jih moram pustiti past, da jaz sicer lahko rečem, ne delaj tega, ampak več kot to pa ne, da jih moram pustiti past in gledati njihov upadec in čakati, da mi bojo rekli, mama, pomagaj, ne. To je zame bilo kar težko in mislim, da je to za vsako mamo težko, za vsakega starša. Danes pa sploh v časih, ko ljudje res preveč servilno delamo z otroci in se zaradi tega spreminja cela družba v narcise, se pravi v ljudi, ki niso sposobni videti svojih lastnih napak, ki niso sposobni sprejemati odgovornosti in tako naprej. Tako da to vam vsem, kako bi rekla, vse prosim, ne delajte tega in povejte to naprej, ne. No, kako pa in ali Zvezdana kaj posluša intuicijo, svojo intuicijo in v kateri od teh vlog se najbolj znajde? Tudi živali ima zelo rada, saj je nocoj prišla v našo družbo kar s svojim pasjim prijateljem, o tem pa v nadaljevanju naše oddaje. Še prej pa Avseniki in skorajda slovenska himna Slovenija, Od kod lepote tvoje, valček, ki ga je izbrala Zvezdana. Zvezdana Mlakar nocoj v družbi oddaje Iskreno in tudi njen pasji prijatelj Tajt. Zvezdana, je to tudi hrana za dušo, ljubezen do živali?
Tajt ima še bratca, ki mu je ime Če. Tajt je danes mene tako lepo gledal in se neka okej, pet greva v mesto. Jaz živim na kmetiji, ne, in jaz sem, mi imamo lame z mojim mlajšim sinom in njegovo punco, živimo skupaj, v bistvu vsak po svoje, pa skupaj si pomagamo, ne. In se pravi lame, osle, koze, 4 pse, 5 mačk, kaj imamo še, ne vem, mislim. Jaz zelo rada skrbim za vrt in jaz imam rada, stik z zemljo, tako da meni je vse to hrana za dušo, ker je ta kmetija čist na osamljenem kraju, nimam sosedov, ki bi jih lahko motila kakorkoli, ali pa psi motili, ali pa živali, ali pa karkoli. In obratno, ne. Jaz predvsem skrbim, spet vidiš, za druge, da ne bi koga motila, tako da meni je narava pravzaprav vir navdiha in jaz tam v bistvu napolnim baterije in z ljubeznijo pasjo, mačjo, vsakršno ljubeznijo in sem vedno bolj seveda z leti pozorna tudi na to in vedno bolj nekako čutim tudi milost, da mi je dano, da lahko doživim to, da ne živim v nekem bloku in v tem betonu in tako naprej. Ne. Zdaj smo slišali kar nekaj močnih besed, hvaležnost, milost, duša. Kako vi še skrbite ne samo za svojo dušo, ampak za svojo vero, tako rekoč, v življenje? Jaz sem res strastno zaljubljena v življenje. To se večkrat vprašam, kdaj se je to zgodilo. V bistvu se je to, zavedam tega, ko sem se preselila na kmetijo. Tega, kako je to nekaj lepega, ne? Da v bistvu nisem nikomur in ničemur zamerila nič in da je to pravzaprav moja vera v ljudi, v živa bitja, v naravo in tako naprej. Tako da jaz tudi, na primer, ne ostajam pri besedah, da skrbim za naravo. Moja kmetija je ekološka, bio, eko, plastiko ven, jaz tudi čistila uporabljam, ne uporabljam več čistila, ampak enjo, krpe, voda, krpe, nič drugega. Jaz sem to resno vzela, to skrb za ta planet, imamo svojo elektriko na sončne celice, vodo in tako naprej. Tako da ta teorija, ta duhovnost oziroma ta volja, ljubezen do življenja je pri meni resnična, ni samo teorija, ni samo beseda. In to je, na kar sem tudi zelo ponosna. In mene ne boste slišali, da mi jaz nekaj govorila, pa tistega ne bom delala. Drugače pa jaz, na primer, zelo imam rada kundalini jogo, to delam, vsako jutro meditiram, vsako jutro imam en tak ritual, naprimer dam noge k steni in 15 minut meditacija in potem in tudi te vaje kundalini joge, zato ker skrbi za pretočno hrbtenico. Se veste, hrbtenica je problem skoraj večine Slovencev, ne? Okrog vsak tretji Slovenc gre k zdravniku zaradi hrbtenice, no in to je joga, ki skrbi za hrbtenico, za življenjsko energijo in za dih. To se pravi, jaz naredim v tem in tudi so kar orang vaje za telo. Jaz naredim vse v enem, take pakete oziroma take stvari imam rada, ki so konkretne in ki pokrivajo več področij hkrati, ker jaz nimam časa, da bi zdaj jaz še posebej malo meditirala, pa malo to, pa malo uno, pa malo to. Ne? Jaz to vse v enem, čim bolj tako skoncentrirano. Tako da moja vera je vera v človeka, vera v dobro, vera v naravo in do zdaj, jaz sem v svoji oddaji imela enkrat enega gosta, Nik Vujčič, ki je en tak, kako bi rekla, pridiga katoliško vero in tako naprej. In jaz, ko sem se pripravljala na njega, jaz sem to takrat zelo slabo slišala na Boga zaradi teh pokvarjenih duhovnikov in tako naprej. In sem rekla, sem takrat telefonirala svojemu uredniku in sem rekla, jaz ne vem, če to lahko. Ne vem, kaj Bog, ne. In je rekel, ti boš to že zmogla. Ne? In ko meni nekdo reče, ti boš to zmogla, jaz itak lahko takrat klatim zvezde z neba. No, ampak tega nikoli ne bom v življenju pozabila, kako so pripeljali Nika Vujčiča brez rok in brez nog v moj studio, kako sem zagledala moškega, ki je bil lep, pameten, seksi, moški ne rabi ne nog, človek ne rabi nog, ne rabi rok, nič.
če ima iskro v sebi. In ta iskra je bil njegov Bog, ta njegova vera ga je naredila tako velikega. In od takrat naprej jaz razumem, kaj je to vera, jaz razumem, kaj je to Bog in tudi vem, da lahko vsak izmed nas izbere svoje ime za to iskro. Lahko je to Bog, lahko je to drevo, lahko je to en drug človek, kdorkoli že, v glavnem važen je, da to iskro čutiš v sebi, da ji verjameš, da ji slediš in da je ta iskra povezana s tvojo absolutno ljubeznijo in predanostjo temu življenju, temu trenutku. Mi smo prišli na ta svet, če pogledaš gor zvezde, prišli smo tako, toink, 1 sekundo smo tle v primerjavi s tem vesoljem. In v tej sekundi bom jaz še kaj slabega komu naredila? Ne, jaz hočem spustiti sled in spomin, tako kot tisti komet, ki je svetloba, ki te razveseli in gre naprej življenje. Tako jaz živim in tako v to verjamem. Pa ste pozorni na te energije? Eni ljudje gremo bolj z nekaterimi in obratno. Ja. Rečete kdaj komu ne, dobro, uredniku, ampak tudi sicer zbirate ljudi okrog sebe, ste pozorni na to, kdo so vaši prijatelji? Jaz sem ne zelo težko, rekla, skoraj nikoli. Zdaj jaz danes že lahko rečem ne, ampak zelo prijazen ne, a veš, veste, med ne pa ne so velike, je takole taka razlika, ne. Če jaz rečem nekomu ne, se upravičim v smislu, to je moje mnenje, razumi me, ne želim tega. In poskušam ohraniti dober odnos. Ne, hiter ne, lahko rečemo, to se nam zgodi pa v družini, ne, tam smo malo bolj hitri. Ta ne, spol vedno nekako, to se že znamo zmeniti, ne. Ne. Drugač pa ne je v bistvu vabilo k odraslosti. Reči ne in nikogar ne užaliti pri tem je kar modrost in veščina. Ne? Tako da jaz sem obkrožena z ljudmi, kako bi rekla, jaz se včasih kar ščipam malo v lica, samimi fajn ljudmi. Jaz ne vem, kje so tisti, ki so toliko jezni, oziroma vsake toliko časa slišim o vsem tem, ampak okrog mene se je naredila naravna selekcija, oziroma to, kar pravimo, da to, kar si počasi, da to privlačiš. In to je res. Mene se je to zgodilo, jaz nisem nikoli rekla, s tem ne bom, ali pa ne, jaz sploh nikoli v življenju nisem rekla, ko sem slišala, da se o nekom grdo govori, da bom jaz kar a priori rekla ne, pa da se nam z njim pogovarjala. Nikoli nisem tega delala. Pa mene so ljudje tudi zelo užalili ali pa mi tudi na koncu nošel hrbet. Meni nič ne pomaga, jaz imam rada ljudi. In lahko jaz spustim blizu ljudi in potem se ta selekcija naredi sama od sebe. In okrog sebe imam jaz same dobre ljudi. Ne je torej povabilo k odraslosti. To si je dobro zapomniti. No, v tretjem delu naše oddaje pa bova Zvezdano kaj več povedali o njeni knjigi, njeni aktualni knjigi in govorili tudi o smislu življenja. Nekaj smo že povedali, gotovo pa še kakšna reč pride. Ne odhajajte predaleč, še prej pa Maja Kevc po izboru naše gostje. Zvezdana Mlakar nocoj v družbi oddaje Iskreno. Res sem vesela, da si je vzela čas. Verjetno je čas tisti problem, ki je pač naš sodnik modernega časa, če tako rečemo, ne, Zvezdana? Ja, v bistvu je. Tako bi rekla, jaz nič ne jamram, kar se tega tiče. Jaz znam drveti skozi življenje, znam se pa tudi ustaviti in ga uživati tako prav po kapljicah. Tako da če pa lahko delaš in če lahko rečeš, joj, jaz nimam časa, meni je to plus. Tako da, če pa je preveč, pa pač tudi veš, da naprimer bo trajalo, jaz si znam tako organizirati. Jaz vem, da to traja, to bo trajalo 1 mesec, 3 mesece, potem pa je treba uživati. Torej ste zelo organizirana oseba? V bistvu ja, šele zdaj vem. Včasih sem mislila, da nisem. Se veste, na igralce je zelo prilimano, da nismo točni, kar tudi moram priznati, da nisem, ne vem kako točna, ampak da nismo organizirani, da bljuzimo in tako naprej. Mi
imamo take časovnice noter v glavi, da si misliti ne moreš. Mi hkrati 3, 4, 5 misli in ves čas, mislim, to preračunavamo in vemo, kdaj je treba se prižgati, kdaj se ugasniti, na koncu na kakih snemanjih. Zdaj ravno sodelujem v eni seriji, kar Orenk vlogo imela tako televizijski seriji, no in naprimer gledam, kako mi cel dan imaš snemanje, to je težko zdržati, ne? Ker moraš, ko se kamere prižgejo, moraš biti takoj sredi lika, ne? In kako mi gremo takrat malo sedeti, malo čist v svoj zen in potem se spet prižgemo. Mi smo dobri organizatorji, igralci, ne? Čeprav se nas ima, da smo malo tako. Ne? In tudi sicer številne vloge, tako kot sem že prej rekla, so krasne v vašem življenju, od mame, babice, igralke, televizijske serije, kmetovalke, kot že rečeno, ljubiteljice živali. Kje se najbolj najdete? Voditeljice, ne nazadnje. To pa je zdaj podobno vprašanje, ker če bi mi rekla, kjer ga sina imam najrajši, ne? Ker ne bi mogla reči. Jaz imam, se vidite, sem navajena tikati, ne, pa zdaj čutim to lepo energijo, pa bi te kar rekla, ti. Lahko, Hvala. V glavnem, jaz imam delovne roke, jaz sem zelo rada v zemlji in zelo sem rada konkretna. In mene ima zemlja rada, meni zemlja daje vso ljubezen in moč in energijo, to, kar si prej rekla, jaz zelo čutim te energije. Tudi kot igralka, seveda, ves čas čutim publiko in čutim ta pulziranje, to ljubezen, to izmenjavo. Mi smo mnogo bolj povezani, kot si mislimo. A veš, mi zdaj snemava tukaj, naprimer, oddajo, Bog ve, mogoče jo boste še zrezali, kaj, in pol čez 14 dni bo šla ven, ali pa 3 tedne, ljudje bodo čutili isto energijo, kot zdaj poka med nama, takrat. A veš kaj, kaj to pomeni? To pomeni ni časa in prostora. Energija živi in samo prižigala bo vse, tako kot najo zdaj prižiga. No, tako da to je moj odgovor. Zvezdana, v vaši oddaji ste mnogokrat padli prav not, z mimiko obraza, z vsem. Verjetno to ni bila igralska vloga. Ne, pa to so vsi meni govorili, da jaz igram. Velika želitev za igralca je danes, naprimer, ko rečeš, ko vidiš, ta politik je dober igralec, ki tako dober laže, naprimer, ne. To je želitev, mi se ne lažemo na odru, mi podoživljamo oziroma vstopamo v vloge in smo v tistem trenutku tisti, ki se ukvarjajo z duhovnostjo, v neki drugi realnosti, to zelo dobro vejo. Dokaz za to pa je tudi, naprimer, jaz sem z 39 vročine grem igrat na oder, ker pač ne morem svoje publike pustiti na cedilu, ker vem, da so prišli tisti večer k mene gledati in greš čez sebe, greš na oder, zgine vročina, zgine nahod, ne kašljaš, vse narediš, prideš dol, stopiš v to realnost in si spet bolan. No, to je dokaz. V glavnem, da to je bilo meni v bistvu na nek način čuden, da so mi vsi govorili, da igram. Jaz seveda padem noter, tako kot zdaj padem noter. Mislim, kaj naj govorim? Mislim, jaz lahko zdaj tebi takole odgovarjam, izvoli, kaj me bo še vprašala, odgovorim ti z enem stavkom. To ni Zvezdana, ne? Ne, to nisem jaz, ne. To jaz nisem jaz. In ne vem, zakaj bi morala jaz biti nekaj drugega. Vse na koncu se pa je kljub vsemu so me ljudje sprejeli in oddala se je prijela tako, da danes po 2 letih, ko je nimam več, ne mine dan, ker me ne bi kdo vprašal, ali bom spet na televiziji imela oddajo. In jaz vam kar takoj povem, ne vem, upam pa da. Aha, ampak veseli smo, da je danes Zvezdana na Veseljaku in z nami deli drobce življenja, ki je več kot pestro, kot spoznavamo. Zvezdana danes, ali pa v teh časih, je moderno delati tudi na sebi, tako kot smo že menili, ampak naj ne ostane samo pri besedah, kako to udejaniti. Marsikoga slišim, delam na sebi, ko pa pogledaš življenje, pa ni ravno tako. Kako zares delati na sebi? Ja, tako da se najprej vprašaš, da če to, kar govoriš, res počneš. Se pravi, si duhoven, nikogar ne obsojaš, zraven jih pa mimo grede 10 obsodiš. Samo refleksija in samo kritika je tista, ki te more, kar se tiče duhovnosti, ves čas voditi. Noben duhovni voditelj oziroma ne bioenergetik, karkoli že, mi si moramo, v bistvu je naša naloga, da mi najdemo svojo pot. Vse knjige, ki jih preberemo, moramo mi ponotranjiti.
da najdemo to svojo resnico in svojo pot. Noben predavatelj ti ne bo nič dal kar takole, se veste, mi bi se tudi vsi naučili, da bi kar noter padali v glavo. Ne, mora iti preko občutkov do srca in potem v analizo v možgane. To je pač edina človeška pot, kjer mi lahko naredimo neke korake. In ti boš videla, da napreduješ, naprimer delo na sebi, če ne boš v nekih istih situacijah isto reagirala kot nekoč. Ne vsi govorijo, ne laži. Mislim, jaz sem, kar moram reči, da zelo ratala, mislim, kako bi rekla, to je danes ratala kar industrija, delavnice so po 300-400 evrov, kar učijo te kanalizirati in ne vem, kaj še vse. Komu verjamemo lahko? Komu verjeti? Pet, poglej, probaj, mislim, preizkusi in preveri. Če ne deluje na tebi, če se tvoje življenje ne spremeni, nisi pripraven človeku, ne? Jaz sem tudi morala se velikokrat na koncu sem šla k temu, sem prebrala to, sem rekla, to je res, ne, to ni res. Danes jaz to že 5-6 let dela na sebi oziroma dela na sploh intenzivnega dela na duhovnosti, vidim, kje je v bistvu resnica. Resnice so pri nas od znotraj in naša naloga je, da te resnice prižgemo, ne zunanje resnice. Zakaj bi se mi učili kanalizirati? Vse to mi vsi znamo. Mi to vsi znamo. Mi smo vsi povezani, tako kot sem že prej rekla, v kolektivnem nezavednem s to oddajo, ni časa in prostora, hkrati pa mi imamo vse to božjo iskro v sebi. Mi moramo samo to zaživeti in to je naša naloga. Ko se mi rodimo, je naša edina naloga, da tukaj, na tej prašni zemlji, na tej blatni zemlji naredimo, se pravi, ta svet boljši. Ne zato, da bomo, jaz živim na kmetih, tam se lahko kregajo za 5 centimetrov in to smrtno sovraštvo. Zakaj? Mi se moramo zavedati tudi, da noben od nas ne bi smrtno sovražil nekoga, če bi vedel, da je proti vesolju, da mi živimo 1 sekundo tukaj. Zakaj pa že? Zato, ker imaš ti rdeče lase ali pa zato, ker je tebi pač všeč, jaz imam border collie, a tebi je pa všeč planšarski, ne vem že kaj, ali mislim, a je to, ali pa zato, ker je nekdo lepši od tebe, ali pa bolj bogat, kakršenkoli že je, on je, to je on. In tudi ena zelo pomembna stvar je, preko duhovnosti se naučiš, naprimer, ko prideš v probleme, ko imaš konflikt, da se naučiš in veš, da si se naučil, ko res lahko razumeš drugega človeka in hkrati veš, da vse to, kar v konfliktu tebi govori, je to njegovo in samo vrneš nazaj, se ne boriš z njim, ne nastavljaš tukaj, zdaj ti bom pa jaz povedal, itak nobenega ne moreš nič prepričati, če je prepričan, ampak rečeš, ja, razumem te in res poskušati to razumeti. In šele, ko mi razumemo drugega človeka, ko mi lahko stopimo v njegove čevlje, smo mi odrasli, smo mi od človeka vredni, ko lahko razumemo, zakaj en tako živi, pa govori. In potem je naša stvar, ali bomo rekli hvala lepa in spustili kot voda njegovo energijo skozi, da se bo vrnila k njemu, ali bomo pa v katerega se bo zaganjal in bomo imeli mi ravno tako probleme, pa on pa vsi. V vaši novi knjigi, aktualni, ki je z Rokom Smolejevem nastajala, kaj ne, je verjetno veliko dobre energije. Ja. Knjigo sva midva napisala, polke so oddajo ukinili in ker sva ves čas govorila, to je treba nekam zapisati, to so take stavke, kaj so meni vse ljudje govorili, take stavki in tako naprej in sva jo res napisala in vsi mi rečejo, da knjigo dobesedno, mislim, ni samo hvala, to rečejo drugi, pa lahko povem, kaj rečejo, ne, na koncu, da jo tako hitro preberejo, da v bistvu kar steče skozi nje in to mislim, da je res. In da je polna ljubezni, polna je tudi modrosti, ker je zelo veliko, Rok v bistvu opisuje goste, tako taka mala enciklopedija je, kaj so gosti rekli, pametnega, veš, to so taki stavki, ki ti ostanejo, ne, ki ti zelo pomagajo tudi v nekih trenutkih v življenju in hkrati so tudi moje zgodbe, te moje človeške, ta moja mladost, delčki, koščki, ker sem se jaz zlagala skozi oddajo, ker sva midva obadva rasla skozi oddajo in mnogo ljudi meni piše in mi je pisalo, da so v bistvu tudi oni sami v svojem življenju napredovali. Kaj pa je lepšega, ko mi vsi skupaj napredujemo in se učimo in si lepšamo življenje. Kaj pa je lepšega? In ko se znamo sprejeti takšne, kot smo, ne? Ja.
No, ali je o vsem tem, o takšnem življenju Zvezdana nekoč tudi sanjala, morda še sanjari, o tem pa čisto na koncu naše oddaje. Še prej pa čas za nekaj ritmov dobre glasbe. Zvezdano Mlakar klepetava nocoj v oddaji Iskreno. No, res ste nocoj imeli priložnost, smo imeli Zvezdano spoznati nekoliko drugače in tudi sama sem hvaležna, da je prišla seveda v našo družbo. Zvezdana, koliko je bilo nekdaj sanj, ki se danes uresničujejo, so uresničene? Ja, moje življenje je polno sanj in skoraj večina, če smem reči tako. Res so ponižnostjo in hvaležnostjo večina mojih sanj se uresničuje slej k prej ali pa uresniči. Tako da nikoli nisem imela velikih sanj v tem smislu, da bi imela veliki avto, ne vem koliko denarja in tako. Moje sanje so bile bolj v tem človeškem smislu, da bi lahko živela na primer v naravi, evo, pa sem. Tako da to je čudež in jaz sem res zelo hvaležna, da se uresničujejo. Tudi v igralstvu me je šlo nekaj časa zelo slabo, pa tako naprej. Zdaj jaz dobivam vloge, zdaj jaz dobivam celo nagrade. Mislim, sploh ne morem verjeti, kako mi to življenje nasul toliko lepega. Torej, ste znali prav zmanifestirati, zvizualizirati, ne vem, je kaj pomagalo pri tem to delo na sebi? Veš kaj, jaz mislim, da je največja skrivnost vsega tega, da se ti sanje uresničujejo, ko jih sanjaš tako, da ne hrepeniš potem, da se morajo uresničiti, pa ne ocenjuješ svojega življenja potem, ali se sanje uresničujejo ali ne. Sanje so kot metulj, ki ga pošleš v svet in metulj, a veste, mogoče tudi kdaj pa kdaj kakšen delček, kakšne zvezde biti usojene oziroma kakšne stvari se morajo v pravem trenutku tako postaviti in seveda imaš veliko šans, da se to zgodi, če si ti res pozitivno, kako bi rekla, pozitivno ves čas misliš in potem tudi v majhnih stvarih vidiš, tako se mi je sanja uresničila. Mislim, sanje niso tako bang, veliki pok, ampak polno malih drobnih sanj, malih želja, ki se uresničijo in to pomeni ena velika uresničitev tvojega življenja. Ne? O čem zdaj še sanjate? Sanjam o tem, da bi, spet je tako zelo na širok, da bi delala vse to, kar rada delam, lahko še dolgo časa zdrava. S hvaležnostjo, ne? S hvaležnostjo, seveda. Draga Zvezdana, hvala lepa za nocoj. Bilo mi je v veselje, da sva govorili iskreno o vašem življenju, o vašem delu. Mislim, da bi lahko še kakšno oddajo posneli, zato bom vesela, če še kdaj pridete. Energija je v našem studiu res dobra. Poglejte, kam je ob koncu oddaje prišel naš, ali pa tako rekoč, Zvezdanin kosmati prijatelj. No, naš pes. Maja, hvala ti, izjemno mi je bilo prijetno s tabo kramljati in hvala za povabilo. Hvala lepa in z veseljem. Hvala lepa pa tudi vam, drage gledalke in spoštovani gledalci, da ste bili naša družba. Tudi vi ne pozabite sanjati in sanjariti. Vse vedno pride v drobcih, a ponavadi z razlogom. Pa lahko noč.